Škofijska gimnazija je iskala zborovodjo, začasno za 3 mesece, in ga, tako je kazalo, tudi našla. Po uvodnih razgovorih je kandidat prevzel vajo zbora, ta je bila uspešna, zato ga je vodstvo šole pozvalo, naj pošlje svoje podatke za pripravo pogodbe, ob tem pa so na družbenem omrežju tudi objavili njegovo fotografijo in zapisali: "To je nov zborovodja." Nato pa je sledil hladen tuš, ko je kandidat pritrdilno odgovoril na ravnateljevo vprašanje, ali je poročen z moškim, je ta dejal, da ga ne morejo zaposliti. Poskušajo priti do seveda dodatne razlage in jih prepričati, da pač to ni prav, ne. Šola je ostala neomajna. Pri tem je tudi posnel telefonski pogovor s tedanjim ravnateljem in ga priložil kot dokaz. Pravnica, ki je vodila postopek, pa ga je upoštevala. Je zaradi narave tega pogovora, ki je izrazito bil usmerjen v delo ravnatelja, čeprav ta ni bil seznanjen z snemanjem, dokaz priznala. Zato, ker je posameznik, ki je to posnel, pravzaprav ščitil svojo človekovo pravico, da ni diskriminiran. A zgodilo se je prav to, diskriminacija na podlagi spolne usmeritve. Iz šole so nam pisno sporočili, da vsebinsko zadeve ne bodo komentirali, ker ta še ni pravnomočna. Ob tem pa dodali, da želijo poudariti, da se opisani dogodek nanaša na čas in ravnanja prejšnjega vodstva. Sedanje vodstvo je v vmesnem času okrepilo nadzorne mehanizme, ki zagotavljajo, da se na gimnaziji dosledno ravna v skladu z zakonodajo, strokovnimi merili in načelom enake obravnave. Kot vzgojno-izobraževalna institucija pa da odločno zavračajo in obsojajo vsakršno obliko diskriminacije.